Kaj se za vraga dogaja na Kubi? Ker slišimo o eni največjih humanitarnih kriz doslej. Vidimo celotno Trumpovo blokado in sankcije proti njim ter razprave o dogovoru. Ampak kar ne razumemo je, kaj se v resnici dogaja. Zdaj, novinar Nick Shirley, tisti, ki je razkril somalsko grožnjo, oziroma eden izmed ljudi, ki so razkrili celotno somalsko grožnjo v Minnesoti in prevaro, se je odločil, da se bo lotil socializma in razpravljal o tem, kaj se dogaja pod komunizmom. Ker iz nekega čudnega razloga mladi Američani mislijo, da je to najbolj genialna rešitev za vse. Ves čas jim govorijo, naj sovražijo vlado, ker je vlada tako nevarna. Ampak ko gre za vse v tvojem življenju, zakaj jim ne bi zaupali? In seveda je to neverjetno neumno za vsakogar, ki ima vsaj malo razumevanja zgodovine. Poglejte zgodovino tega, kaj je komunizem naredil, koliko ljudi je ubil, in to je res očitno. Ampak problem je, da iz Kube in teh držav, ki jih nadzoruje komunizem, pravzaprav ne prihaja nič. Zato je Nick Shirley naredil nekaj neverjetno pogumnega, ko je šel na Kubo, da bi poskušal dokumentirati dogajanje. Ampak njegova zgodba je malo nora, ker ni šlo tako dobro, kot bi si morda mislili. Presenečenje. Kubanska vlada ni bila ravno navdušena, da je ta mladi novinar prišel dokumentirati, kaj se v resnici dogaja. V redu, odvisno. Ko bo to išlo ali če sploh bo, smo trenutno... Nam sporočajo kubanske obveščevalne službe tukaj v Havani na Kubi. Prišel sem sem. Že dolgo sem si želel posneti video o življenju in komunizmu, ter ljudem pokazati, kakšen je komunizem, na primer v državi, kot je Kuba. Prišel sem sem, da posnamem ta video. In ko ljudje pomislijo na komunizem, običajno pomislijo le na to, kako naj bi komunizem vse izenačil. Bodi si, koliko denarja kdo zasluži, ali kako se hrana razdeljuje. In kako so potem trgi pod nadzorom vlade. Vendar pa nekaj, na kar ljudje ne pomislijo, vključno z mano, je to, da v komunizmu nimajo svobode govora, nimajo svobode tiska. In zato želijo zagotoviti, da je vse, kar je objavljeno, ali kako drugače prišlo v javnost o njihovi državi, filtrirano ali cenzurirano. Tako, sem tukaj na Kubi, takoj ko sem prispel na Kubo, naredil vse, kar je bilo potrebno za prihod na Kubo, kar zadeva dokumentacijo, ki je potrebno za prihod na Kubo. Trenutno se tukaj na Kubi dogaja velik problem. Največja humanitarna kriza, ki so imeli v zadnjih morda 50 letih. In ni nafte ali plina zaradi blokade, potem ko sta Trump in Združene države prevzeli oblast in zajeli Madura. Se spomnite, ko je zajel Madura in je ves svet ponorel? Kakorkoli, samo opomnik, da ljudje trenutno res razpravljajo. Bo Trump napovedal trgovinski dogovor s Kubo? Se bo to rešilo? Kako se bo to rešilo? Kako bo to videti? Kuba je res problematična iz veliko razlogov, ki jih ljudje ne poznajo. O tem lahko vprašaš Grog. Ampak odnosi so trenutno zelo napeti. Predvsem zato, ker Kuba kot komunistična država razume in deluje v imenu sovražnikov Združenih držav Amerike, kot so Rusija, Kitajska in Iran. In imajo zavezništva celo s terorističnimi skupinami. In zato je bil del zajetja Madura očitno velika želja po spremembi naftnih tokov. In o tem smo razpravljali do onemoglosti, kako je zgodba o nafti neverjetno zapletena in kaj to pomeni. Ampak to je tudi del te nove misije, da rečemo, da tem norim ljudem, ki podpirajo grozne ideologije, enostavno ne smemo dovoliti, da nadaljujejo na način, kot to počnejo. Spet ne pozabite, Trump ne bo več dolgo na oblasti, tako da je ta čas te administracije res kratek. Mimogrede, če uporabljate kalcij, ne pozabite klikniti na povezavo Meet Your Code, kot že veste, v opisu. Ampak poleg tega se mora nekaj spremeniti v teh državah, ki še naprej živijo v letu 2026, kot da bi živele v 40 letih prejšnjega stoletja. In vsi mi živimo svoja življenja povsem normalno, ne da bi se zavedali, kaj se v resnici dogaja. Si lahko sploh predstavljaš, da prideš na bencinsko črpalko in tam ni več goriva, pa da te povsod, kamor greš, dobesedno spremljajo, kot da si v KGB-ju. To je noro. Torej Venezuela Kube ne podpira več z nobeno nafto ali plinom. In to vpliva tudi. Vse, kar imajo, bodi si hrano, elektriko, pomanjkanje električne energije ali samo plin. Tukaj na Kubi skoraj ne vidiš avtomobilov, ker si nihče ne more privoščiti goriva. 1 liter goriva stane 10 €. Dobro, kam zdaj grem? Kam grem od tu naprej? Tako, pridem ven na letališče, zaplenijo mi vse kamere. Zaplenijo mi obe GoPro kameri, moje meta očala, to niso moja meta očala, vse moje mikrofone. Edina stvar, ki mi je niso vzeli, je kamera na mojem iPhonu. S tem zdaj snimam. Niso mi vzeli kamere na iPhonu
in nekako niso našle tega mikrofona, ki je bil čisto na dnu mojega nahrbtnika. Tako smo šli ven in začeli snemati video, v katerem sprašujemo Kubance o življenju in komunizmu. Prikazujemo, kaj se dogaja z blokado in prikazujemo nekakšen zaton. Tube. Videti je tako prestrašen, ali to opaža še kdo drug? Kot naprimer, kako nesamozavestno in prestrašeno izgleda. Kar ni običajen Nick Shirley, ki gre ljudem naravnost v obraz in oni samo tako mimogrede na to temo. Celoten ta gibanje mladih novinarjev, ki so tam zunaj in so grozni in vsiljivi, je res strašljivo. Ampak lepo je dejansko videti novinarja, čeprav se z veliko pogledi Nicka Shirleya ne strinjam, ki dejansko opravlja delo, ki bi ga novinarji morali opravljati. Da dejansko to počne. Lepo in osvežujoče je, tudi če je strašljivo. Samo trenutek, delamo. Delam na tem, da to spravim ven. Trenutno načrtujemo našo pot pobega iz Kube. Moral sem odgovoriti, da prenesem sporočilo, da se nekako spravimo ven od tu. Tako gremo ven na ulice in začnemo snemati ta video. Ljudem pokažemo, kakšno je življenje na Kubi trenutno, kako je komaj kaj avtomobilov na ulicah. Stavbe se dobesedno rušijo. Vsa univerza je uničena. Univerza na Kubi. Za ljudi je komaj kaj hrane in povsod je vsa splošna revščina, ki se dogaja. Ter sprašujemo ljudi o stvareh, kot je komunizem, kakšno je življenje na Kubi. No, ko smo delali en intervju blizu bolnišnice, kjer je bila ogromna vrsta pred bolnišnico, ker tukaj bolnišnice v bistvu sploh ne delujejo. Vrste trajajo celo večnost. Iz njihovo bolnišnico in vlado, ki nadzoruje bolnišnico, to vpliva tudi na elektriko. Tako da trenutno kirurgi upravljajo operacije z baterijskimi svetilkami, ker v bolnišnicah ni elektrike. Trenutno sem v edinem hotelu v Havani, ki ima elektriko 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ker je to edini hotel, ki ima takšen dostop. To je bil razlog, zakaj sem rezerviral ta hotel, ker je bila njihova spletna stran edina, ki je delovala 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vse ostale niso delovale. Zato sem lahko dobil ta hotel. In kakorkoli snemamo ta video. In ko smo poleg bolnišnice... Vidimo, to je res pretresljivo. Res je pretresljivo pomisliti na to, koliko ljudi živi tako in svet o tem nekako molči. Kako si Trump drzne narediti blokado. Policist pod krinko se je propeljal do nas in moji varnostniki, ki so z mano, so ga zaznali. Nato pa se je nenadoma pojavil še en. Zato smo skočili v drug taksi, zapustili prizorišče in mislili smo, da smo na varnem. Niso nam povedali in smo odšli. Ampak odkar smo zapustili letališče, so nas spremljali ali pa se je razvedelo, da je v Kubi novinar. Vsak dan sem prideta samo 2 leta. Tako ni bilo težko ugotoviti, kdo je novinar. In to je pisalo na moji turistični vizi. To je pisalo na moji vizi. Pisalo je za novinarske dejavnosti. Torej, lahko prideš sem. Obstaja 12 kategorij, po katerih lahko prideš. Novinarske dejavnosti so ena izmed njih. Zato sem tudi prišel. Trenutno je ura 9:30 in kubanska obveščevalna služba je zdaj v preddverju hotela. Delajo na tem, da bi nas prijeli in nas morda zaprli ali pa nam preprečili, da bi zapustili Kubo. Zato zdaj pripravljamo načrt, kako pobegniti iz Kube. Naš prvotni let je bil načrtovan za soboto, trenutno je četrtek. Torej bomo odšli jutri zjutraj, če nam uspe priti do letališča. Trenutno smo približno 1,5 milijona oddaljeni od ameriškega veleposlaništva, kar bi lahko bila naša možna rešitev iz te situacije, če gremo na veleposlaništvo. Vendar pa to ne preprečuje Kubancem, da bi nas ustavili, preden pridemo do veleposlaništva. Oddaljeno je približno 1,5 milijona, zato moramo priti do veleposlaništva. In trenutno so spole v našem hotelu 3 Kubanci, v bistvu kubanski vohuni. In moramo ugotoviti, kako bomo pobegnili. Trenutno poskušamo vstopiti v stik z veleposlaništvom in preveriti, ali lahko tam prespimo. Nato pa kupimo letalsko karto v zadnjem trenutku, da to ne bi vzbudilo nobenih sumov kubanske vlade, preden pridemo na letališče. To ni šala. Ko govorimo o komunizmu in o učinkih komunizma, pogosto ne pomislimo na svobodo govora ali svobodo tiska. Da lahko preprosto izraziš svoje mnenje v javnosti in ga potem objavi novinar. To je vse, kar sem danes počel. Spraševal sem ljudi o trenutni situaciji, nekaj ljudi sem vprašal o komunizmu.
In takrat je postalo res slabo. To se je zgodilo, ko sem danes večer okoli 5. ure, tik pred sončnim zahodom, zapustil hotel, da bi šel ven. Ideja je bila, da bomo po noči hodili po ulicah Kube in pokazali vse pomanjkanje elektrike, ter kako ugašajo luči in ljudje po noči nimajo elektrike. Tako smo načrtovali, da bomo hodili po ulicah, ko sonce zaide, in sem dobesedno videl. Preprosto sem brez besed, ker je to tako neverjetno zanimivo. In wow, kakšna junakinja, da je to naredila. Opravljal sem nekaj intervjujev, preden je sonce zašlo, in vprašal sem moškega o komunizmu. In takrat smo ugotovili, da je kubanska obveščevalna služba v hotelu. Kar takoj, ko smo odšli ven, sem intervjuval tega moškega, v kateremu je pristopila neka gospa, ko sem začel govoriti o komunizmu. In začela je snemati v ozadju. In soočali smo se z njo in rekli, hej, kaj pa počnete? In ona je rekla, ne fotografiram. Rekla je, da je na telefonskem klicu, a njen telefon je bil odprt na kameri. In tako je eden od mojih varnostnikov ostal z mano, drugi pa je šel za njo in jo sledil od zadaj, ter jo je sledil, na koncu pa ga je tudi ona opazila. In odšla je k Kubancu, drugemu kubanskemu obveščevalnemu vohunu. In potem sem prišla v hotelsko avlo. In predtem, ko smo danes jedli kosilo, potem, ko smo prišli do tja, smo šli skozi carino na letališču. Potem, ko so mi zasegli vse stvari, moje GoPro kamere, moje meta očala in vse moje mikrofone. Drug moški je bil v hotelu in bil je popolnoma sam. In potem je bil danes večer s tistima dvema kubanskima vohunoma v avli. Tako da trenutno poskušamo načrtovati našo pot pobega. Imamo nekaj možnosti. Glavna je, da odidemo od tukaj in potem se igrali mačko in miš s taksi ter presedli v drug taksi. Fantje. Si lahko predstavljate, da to snema prav zdaj? Recimo, da ga res ujamejo. Prva stvar, ki jo bodo vzeli, je njegov telefon in to bo na tem telefonu. To ga lahko spravi v težave. Ta posnetek, čeprav ni nič posebej norega, ga lahko spravi v zapor zavedno. Wow, to je veliko poguma. Skočimo v še en taksi, da se prepričamo, da nas ne zasledujejo, nato pa gremo do veleposlaništva in potem iz veleposlaništva na naš let okoli 7 ure zjutraj. Na letališču bomo ob 8 uri zjutraj. Ob 8:30 se vkrcamo na naš let in potem zapustimo Kubo. Druga možnost je, da ostanemo tukaj v našem hotelu in upamo, da nas ne pridejo aretirati sredi noči. Edini problem je, da je jutri 1. maj, kar je tukaj v bistvu njihov 4. julij. Ravno smo pred hotelom, v katerem trenutno bivamo. Imeli bodo velik shod za komunizem in za trenutnega predsednika. To je v bistvu njihova parada ob 4. juliju, ki bo potekala tik pred našim hotelom. Nisem imel pojma, da se to dogaja, dokler nismo prišli v hotel, kjer so nam povedali, da se to zgodi vsako leto. To je njihov največji shod, ki ga imajo vsako leto in je namenjen komunizmu. Ne moreš govoriti proti komunizmu, ko živiš v komunistični državi. Zadnjič, ko se je to zgodilo, leta 2021, tukaj na Kubi, je bilo veliko ljudi aretiranih in ni bilo dobro. Prejšnjič pa se je to zgodilo, mislim, v 60 letih. Torej, komunizem ne dopušča, da bi bila resnica povedana. Pravzaprav cenzurira, kaj ljudje lahko počnejo. In trenutno dobesedno poskušajo ugrabiti in pridržati mene in moja dva varnostnika, ki sta tukaj z mano, da ne bi zapustili Kube. In poskušamo narediti vse, kar lahko, da nekako nekaj naredimo s tem posnetkom. In če ta video res pride v javnost, sem bil ali ugrabljen, ali pa sem na varnem. Če je po marcu, če je po 1. maju, nisem ugrabljen. Ampak če je video... Ne bom ugrabljen, zato tega ne bom rekel. Kljub temu bom objavil ta video, da vam pokažem tveganje, v katerem smo trenutno. In uspelo nam bo priti iz Kube. Kjer je volja, tam je pot. Ampak to je trenutno to, kar načrtujemo in skozi kar gremo, ker imamo dejansko kubanske vohune spodaj pod našo hotelsko sobo. Trenutno smo v 8. nadstropju. To je verjetno najbolj nevarna situacija, v kateri sem bil kdajkoli. Še posebej, ker tukaj nimaš nobene moči, saj si ZDA in Kuba nista naklonjeni. Tukaj velja že od 60 let prejšnjega stoletja embargo, zaradi katerega Združene države Amerike drugim podjetjem niso dovolile poslovati s Kubo. In zdaj imaš celo Trumpa, ki pravi, da bi mu bilo v veselje prevzeti Kubo. Marco Rubio je očitno celo javno povedal, da ne misli, da bi bila sprememba režima slaba, kar tudi ne bi bila. Poglej, kaj se dogaja prav zdaj. Komunizma. Dobesedno imajo vohune spode, ki nas poskušajo ujeti, preden uspemo objaviti te videoposnetke. Torej, če mi uspe, bo ta video viden. Če ne, sem najverjetneje v zaporniški celici, kar res upam, da ni res. Tretja možnost je, da nekako pridemo do veleposlaništva, dobimo zasebno letalo in pobegnemo ven.
Druga možnost je, da ukrademo čoln in se z njim odpeljemo vse do obalne straže, nato pa se predamo ameriški obalni straži in tako pridemo v Združene države. Torej, to so trenutno naše možnosti. Imamo nekoga zunaj, celo na ulici, v zatemnjenem vozilu, ki opazuje našo hotelsko sobo. In zdaj poskušamo ugotoviti, kaj storiti. Kakorkoli, to je trenutna situacija. Trenutno sem morda tik pred tem, da me v Kubi ugrabijo. Upam, da temu ni tako, ampak mislim, da bi morali vedeti, kaj se dogaja in kakšno tveganje sprejemamo. V redu, to je noro. Zdaj domnevam, da mu je uspelo priti ven. Skoraj so me vzeli za tavca. Kuba. Šla sem na Kubo, da bi dokumentirala humanitarno krizo in pokazala življenje pod 60-letnim komunizmom. Ko sem pristala, so mi pod komunizmom zasegli vse kamere. Ni bilo svobode govora. Tukaj smo, prijatelji moji, kakšna popolnoma nora zgodba. In pomisliti, da je to resničnost za toliko ljudi tik ob Združenih državah. V svetu se mora nekaj spremeniti, veste. Nekaj se mora spremeniti. In bolj kot poslušam te zgodbe, bolj kot se izobražujem o njih, bolj sem popolnoma osupla. Flava ga je rekla nekaj stvari. Prva stvar je, koliko energije porabimo, ko smo osredotočeni in razburjeni zaradi napačnih stvari. To se mi zdi vedno noro. Druga stvar pa je, da ne moremo narediti več, da bi pomagali. Tudi to me šokira. Smo v letu 2026, morali bi biti sposobni nekaj narediti. In takšne zgodbe veliko pripomorejo, ker prav to ustvarja ozaveščenost. Veliko več ljudi zdaj ve, kaj se dogaja na Kubi. Ojojoj, upam, da bodo vsi tam varni in upam, da se bo kmalu zgodilo kaj dobrega. Hvala za tvojo pozornost glede tega, Maca.